V zvezi z obdavčitvijo odvisnega dela obmejnih delavcev, ki se gibljejo med Italijo in Slovenijo, velikokrat slišimo za primer delavca z bivališčem v Sloveniji, zaposlenega v Italiji. Tak delavec je dolžan prijaviti svoje dohodke slovenskemu davčnemu organu, potem ko je davek za svoje delo plačal preko plačnika davka v Italiji. V fazi prijave dohodkov v Sloveniji lahko pride do težav, saj delavec po prijavi običajno od slovenskega davčnega organa prejme odločbo o odmeri davka, v kateri se zahteva plačilo razlike oziroma dodatnega zneska v primerjavi z zneskom že plačanim v Italiji. Do tega pride, ker v skladu s slovenskimi davčnimi predpisi znesek plačan v Italiji ne zadošča. Delavec je pogosto negotov in ima dvome v zvezi z zahtevo slovenskega davčnega organa in to dejansko predstavlja bistveno težavo, saj slovenski organ, glede na to, da ne more kontaktirati oziroma ker se navadno ne posvetuje z italijanskim davčnim organom, v določenih primerih težko razume davčni sistem oziroma davčno obravnavo delavca v Italiji in torej obstaja tveganje za napačno interpretacijo pomena enotnega potrdila, za katerega vemo, da predstavlja dokument, ki ga delavec s stalnim prebivališčem v Sloveniji in zaposlen v Italiji dostavi slovenskemu davčnemu organu kot dokazilo za že plačan davek v Italiji. To je tudi razlog za zaskrbljenost delavca, saj obstaja možnost, da v določenih primerih pride do dvojne obdavčitve, kar pa je v nasprotju s konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, sklenjeno med Italijo in Slovenijo, kar v tem trenutku predstavlja edini mednarodni inštrument, ki ureja takšne primere. Trenutno besedilo dvostranske konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja predvideva, da delavec plača davek v državi, kjer dela, ne glede na naslov stalnega prebivališča. Davek se v obeh državah, torej v Sloveniji in v Italiji, plačuje preko plačnika davka, torej delodajalec agenciji za davke v državi plača davek, predviden za navedenega delavca, in mu izplača neto plačo. Delavec pa mora ob koncu leta davčnemu organu v državi stalnega prebivališča prijaviti vse, kar je zaslužil v minulem letu, kjerkoli po svetu. Pri tem je upravičen do odtegljaja od osnove za že izplačane davke v katerikoli državi, vključno z državo, kjer je opravljal delo. Na ta način se lahko delavec izogne dvojnemu obdavčevanju. Ta mehanizem ni prilagojen obmejnemu delavcu, temveč bolj delavcu, ki določen del leta dela v eni državi, drug del leta pa v drugi državi. In tako se razloži potreba po sodelovanju z obema davčnima organoma, ki je ravno tisto, ki povzroča težave. OECD, organizacija, ki je oblikovala dvostransko konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja, na katero se obrača večina držav na svetu, državam priporoča, da sprejmejo posebna pravila, ki upoštevajo obmejne situacije, kjer obstajajo tokovi obmejnega dela med državama. Namen tega je, da se prepreči, da bi obmejni delavec moral poročati obema davčnima organoma o dohodkih, pridobljenih iz naslova delovnega razmerja, ob upoštevanju, da bi oba davčna organa, ki delujeta ob spoštovanju internih davčnih predpisov, imela težave pri njihovem usklajevanju z višjimi predpisi na mednarodni ravni, kot jih predvideva dvostranska konvencija. Na žalost Italija in Slovenija leta 2001, ko je bila podpisana konvencija o izogibanju dvojnega obdavčevanja, nista upoštevali priporočila OECD in torej nista s posebnim določilom uredili obdavčitve dohodka iz naslova delovnega razmerja obmejnega delavca, ki se giblje med obema državama. Ker je obmejni delavec trenutno dolžan prijavljati svoje davke v skladu s predpisom, ki ni prilagojen obmejnim delavcem, je močno zaželeno, da bi vladi Italije in Slovenije ponovno vzeli v roke besedilo konvencije, našli skupni jezik in ga popravili ter uvedli pravilo za obdavčitev obmejnega delavca,
kar bi za takšne delavce pomenilo, da jim ni več treba poročati obema davčnima organoma v obeh državah. Če bi bila takšna varianta preveč ambiciozna, bi bilo močno zaželeno, da bi italijanski in slovenski davčni organ vzpostavila strukturiran kontakt, ki bi omogočil medsebojno komunikacijo in da bi vedela, kako je ravnal davčni organ, ki je že izvedel obdavčitev na plačilni listi v državi, v kateri delo opravlja delavec, ter tako ugotovila, kako ravnati v državi stalnega prebivališča. Ob predpostavki, da se obmejni delavec znajde v situaciji, ki smo jo ravnokar opisali, toplo priporočamo, da kontaktira davčni organ v državi stalnega prebivališča pred sklenitvijo delovnega razmerja ter davčni organ vpraša, kako ravnati in kateri so postopki, ki jih je potrebno izvesti, da se preprečijo dejanja, zaradi katerih bi se lahko znašel v neugodnem položaju.